Že 50 let, več kot radio. Dobrodošli med podcasti Vala 202, ki zajema bogat 50-letni arhiv najrazličnejših oddaj, intervjujev in reportaž. V prihodnjih minutah vam bomo predstavili eno izmed osrednjih valovskih oddaj, Nedeljski gost iz arhiva. Pesem o pesmi. Iz nič se zmeraj začenja, iz molka in iz jeclanja. Potem se mukoma spenja kvišku do razdejanja. Samo vase toniš se globje in razvozlava šifre zvokov, ki izdaje golobje kot z nekih izgubljenih otokov, dokler se iz temene izmota prava štrena in se navežeš. Potem si sredi svojega pota in potlej morda dosežeš senki nad poljem leta, trak mesečine, dežka, davno minula leta in njihove korenine. Od tu se pesem začenja, pa naj si shodi ali obupa. Pesem, ki ničesar ne menja, le utrjuje bilčico upa. Tone Pavček, v uri, morda dveh, kolikor jih imava na voljo, danes in v najinih življenjih, se bova pogovarjala o marsičem. Rekla sva, ne bova se pogovarjala zgolj in samo o poeziji, pa vendarle najbrž o čemerkoli se bova pogovarjala, se bova dotikala poezije ali se bo poezija dotikala tistega sklopa pogovora. Ne gre najbrž drugače. Človek je nekim stvarim v življenju zapisan. Ti si zapisan pesmi, poeziji, besedi. Kako razlagaš to voljo, moč, to neukinljivo energijo izražanja misli, čutenja sveta, univerzuma? Seveda, to energijo ob sprotni misli vsak hip pričujoči o naši minljivosti. Kje najdeš smisel, kje najdeš razlago za to pesniško dejanje? Najprej bi rekel, da se mi zdi že vse jutro tukaj, kar sedim, da sem zablodil v ta študio, med te mikrofone, med te aparature, v neko dogajanje sveta, med ta poročila, v neko srčiko obveščanja iz nekih čudnih, popolnoma drugačnih krajev, iz nekih majhnih, intimnih, Bogu za hrbtom zapuščenih krajev, neke Dolenjske, kjer je človek sam in vendar, ko hodi po tistih poteh, ni več sam in išče neko izgubljeno sled svojega otroštva, nekega življenja in nekega smisla. In je tako včasih nezdružljivo, to zunanje, to tehnično, to civilizacijsko, z nekim svetom starega kmetstva, s tistimi koti v starih hišah, s tistimi kmečkimi prazniki, s pogrebi, s črnino, z blatom in daljnimi zvezdami nekje na nebu, da to tako rekoč ne gre skupaj, kot se tolikokrat zdi, da ta intimna človeška poezija, to, kar človek nosi v sebi in skuša najti zvoku, ki začne žuboreti, ki začne oglašati se v človeku, najti besedo, da to dvoje ne gre skupaj. Tako približno, kot je nekoč Minatik kmalu po vojni zapel, kaj bi s tabo drobna pesem. Vendar je ta drobna pesem verjetno od tod, da človek mora izraziti nekako sebe, če hoče obstajati, če hoče živeti, če hoče najti smisel temu. Tako kot v vsakem poslu človek hoče potrjevanja, hoče svoj pečat dati stvarem in samemu sebi. Je pa seveda še nekaj drugega. Poezija je neki način življenja, za katerega se nisi sam odločil, za katerega ti je opredelilo to, kakšen si se rodil, kako si rastel. Morda je vse to, kar je bilo ob rojstvu z mano in kasneje, vse ta šibkost, vse ta zapisanost niču od vsega začetka, bila volja tudi po premagovanju vsega tega, šibkega, slabega, smrti zapisanega za življenje in za potrjevanje življenja. Morda je bilo v tem tudi
mnogo tistega, kar je temeljna sestavina življenja, ljubezni, da je tudi opredelitev za besedo, za zvok, za sliko stvar ljubezni in ne razmišljanja, kaj in kako boš s tem, ampak enostavno živiš in enostavno poješ, kolikor je ta milost in usoda, da sta taki, da ti to dasta, da pride vate ta zvok in strast po odkrivanju besede za zvokom ali besede, stavke, podobe v besedah za metaforo, za sliko, ki se ti pojavi in ki jo najdeš. Vendar, kot sem rekel, to so stvari, ki so najprej namenjene in zapisane človeku, zato da lahko živi. Kajti med tem oceanom, ki je bil pred rojstvom, o katerem nič ne vemo, in za tem oceanom, ki nas čaka po opravljeni tej vmesni poti življenja, ki je edino, ki ga imamo, je seveda ta del med ta drobni konček poti med dvema oceanama treba napolniti, treba biti zbran in seveda poskušati premagovati to muko in tudi seveda edino veselje, ki je na tem svetu, živeti. In verjetno tisti, ki mnogo razmišljajo o življenju in kaj je življenje in kako je življenje in zakaj je tako in zakaj je drugačno, v tem pozabljajo živeti. In verjetno je podobno tudi s poezijo. Mozganje in razglabljanje, teoretično in drugačno, in kako je z verzom, vsem ostalim, je do neke mere verjetno potrebno, vendar mnogo močneje se mi je zdela vsa tista poezija v slovenski in tuji liriki, ki je enostavno na to pozabljena in je govorila z verzom in je enostavno pela. Teh pesnikov takih, ki so pesniki ljubezni do življenja in pravzaprav en krik po življenju, imamo v slovenski poeziji mnogo, najlepših, tistih mladih, zgodaj umrlih, ki so zapustili to strašno strast za lepega verza, to hudo lepoto, kateri smrt ogromno dolguje. Mislim v to, da smrt bi morala nekako tam, kar je prikrajšala življenje, vračati. Morda kdaj pa kdaj skozi stoletja, tudi iz tega, da recimo raste iz velikega iztrpljenja, raste naprej življenje, da to smrt na neki način tudi daje. Kot si zapisal v zadnji kitici, od tu se pesem začenja, pa naj si shodi ali obupa. Pesem, ki ničesar ne menja, le utrjuje bilčico upa. Tone, če nadaljujeva s poezijo. Ko človek prebira pesem, vers, kitico, celo pesniško zbirko, se nemalokrat vpraša, zakaj človek, ki je napisal, na primer, pesniško zbirko Dediščina, Tone Pavček, zakaj je to čutenje, ta čustva, to občutje izrazil v poeziji. Zakaj zapisanost poeziji, pesmi? Zakaj ne prozi, na vse zadnje? Oboje sestavljajo besede, le drugače zložene, pa v poeziji jih je manj. Nikoli nisem razmišljal o tem, da bi pisal kaj drugega. Tudi poezijo nisem nikoli hotel pisati. Bilo je mogoče tam zelo na začetku, v nekih dijaških letih, ko je vse strašno muževno in ko se človek hoče uveljaviti na mesto s pestmi, s katerimi se ne more, ker je šibak s pesmimi. Vendar takrat je to res neko hotenje še zraven, hkrati je pa seveda vse strašno muževno, gibko, prožno, radostno, veselo. Tako kot pravi Pasternak, nisem vedel, ko sem šel na debit te poezije, kako je takrat so radostno bilo, kako bo čez leta bridko in hudo. Poezija potem seveda daleč od tega, da je tisto odprto, naivno, srečno obdobje, čeprav je recimo v mladostnem zagonu pesnjenja strašno veliko žalosti.
To je naravna potreba mladega človeka, da žalosti živi in šele kasneje pravzaprav postane toliko zrel, da ve, da je žalost osnovna sestavina življenja, tudi kot sreča, kot radost in da to enako polni dneve človekovega življenja, kot lahko tudi globje, kot to neko zunajne površno veselje do česarkoli, tudi do manj vrednih stvari, da je recimo bolečina lahko temeljna sestavina življenja, tudi pameti, spoznanj in ustvarjalnega navdiha. To se zaveš mnogo kasneje. Sprva tega ne veš in enostavno greš za tistim mladostnim ciljem, ki ne veš, kje je, vendar si kot mlado žreve, ki mora dalje, ki dirka in se ti verzi zapisujejo, tudi brez tega razmisleka, kar je včasih morda celo prednost, da ne z mozgom, z to kruto, skeptično mislijo, ne radiraš sproti tega, kar se ti zapisuje na neki plošči dojemanja, občutenja in podobnega. Vendar kasneje je seveda način življenja, kako sam s seboj si načistin, kako se sam sebe gledaš v ogledalo in kako gledaš čas in svet, je seveda to način, ki se mu imenuje življenje z besedo, življenje z verzom. In pesem je združenjo, zbitost, neke sorte tudi neka eksplozija, neka moč, ki je zgoščena na majhen prostor, kot nek eksploziv, ki zna pravzaprav tudi kaj hudega storiti v tem življenju, tudi v življenju naroda in podobno. To je ta moč neke poezije in proza je seveda drug način mišljenja, drug način dojemanja sveta, druga širina, druga epskost, drugo način pripovedi in pripovedovanja. Jaz moram reči, da sem bil od otroških let, od tistih svojih dolenjskih krajev, malo govorljiv človek in da sem vedno imel občutek, tu mi gre sedaj nekoliko na smeh, da sem utojen življenju, da sem nekomunikativen, kot pravijo, da sem se res skrival do dolge dneve in ure stran od ljudi in se mogoče, ker sem se enostavno bal govoriti, pripovedovati in podobno. In mi vedno, tudi pri vsem pisanju, preko več kot 30 let življenja, tudi z verzi, imam vedno in neprestano obupen, krut občutek, da mi manjka besed, da ne znam povedati tistega, kar bi hotel, da bi moral najti druge besede, neizrabljene, bolj sveže, manj okrogle, bolj robate in bolj točne za tisto, kar je treba povedati v nekem času o sebi in seveda tudi v tem času. Rekel si, da te je bilo strah izražati se, strah govoriti. Zakaj misliš, tone v človeku strah? Vsem nam je znan. Ta strah izraziti svojo misel, sporočiti misel drugemu človeku. Odkje ta strah? Zakaj se bojimo drugega? Strah je po moje osnovno gibalo tudi v življenju, premagovanje strahu in seveda tudi ta strah. Življenje je in človek živi v neki negotovosti. Negotovost je sestavina tega in strah prav tako del te negotovosti. Vendar je verjetno hkrati pa ta imperativ v človeku premagovati in strah in negotovost, vsak trenutek ne udati se, ne obupati, vztrajati je v vsakem trenutku, je s tem seveda tudi rečeno, ko to premaguješ, da si naslednji trenutek že nekje drugje, na nekim drugi ravni in da zmoreš to. Mislim, da je to najlepše, saj za moj občutek zapisal Andrić, ko je rekel, vztrajati treba do konca pa makar z nasmeškom stjuardese, ki z gotovostjo ve, da je na letalu nekaj narobe. No, v tej pripovedi teh prvih minut si se nekajkrat vrnil k svoji dolenjski, lahko rečem, k tvoji dolenjski, k svojemu otroštvu. In če začenjava stvari pri začetku, morda utrinek, spomin, impresija na tvoje začetke, na tvojo mladost, tvoje otroštvo. Je bilo takrat strahu pred sočlovekom, pred življenjem, pred svetom manj? Mislim, da je bil ta strah vedno prisoten. Strah ne toliko pred ljudmi, kot pred slabim, kar je tudi v človeku. In seveda ta otroški strah, ki ima druge
oči, kajti če je otrok sam po sebi nekako slaboten in zapisan neki revščini, je ta strah lahko tudi drugačen, ima še drugačne dimenzije. Hkrati pa seveda je tu v takem otroku tudi neka strašna upornost premagovati ta strah in ne samo strah, tudi revščino in se dokazovati v primeri tudi z drugimi vrstmi, ki revščina je lahko strašna moč. To nam dokazuje vsa zgodovina. V teh besedah opisuješ svojo mladost, svoje otroštvo? Svoje otroštvo. Moram reči, da mi je od takrat ostala ta neskončna volja in neka vitalnost biti, obstajati, premagovati razmere in dimenzije življenja, zato da pravzaprav se dokažeš in da nisi nekaj manj od drugih. V tem je vsekakor moč. Moram reči, da je človeštvo mnogo prav to, ta moč, ki izvira iz tega, da nimaš nič, da nimaš kaj česa izgubiti, moč v tem, ko si nekako tudi včasih druga moč, ko si smrtjo in vsem tem življenjem pobotan. To je neverjetna moč, ko ti noben nič ne more. In seveda v mojih otroških letih je bila ta moč po eni strani ta, da si je otrok skrival in bežal, po drugi strani pa hotel dokazovati, da je enakovreden drugim. Rekel bi pa še nekaj. Čas, ki smo ga doživeli, leta vojne in revolucije in to, kar se je pri nas spremenilo s to revolucijo in s to vojno, je seveda odprl neskončne možnosti tudi tistim plastem in tistim ljudem, ki nekoč niso imeli teh možnosti. Morda se v zadnjem desetletju te možnosti zopet zapirajo, toda zase moram reči in tudi za mojo generacijo, da je ta revolucija, da je ta nov sistem, ta socializem, kakorkoli smo ga že takrat imenovali in ga imenujemo danes, odprl strani sveta proti širokim obzorjem, proti novim možnostim. Da recimo v moji Dolenjski, v tistem novem Šentjurju, ob mojem rojstvu ni kazalo nikjer nikakršne perspektive, ne po knjigi, ne po učenju, ne po čemarkoli, in da je recimo ta odprtost novega sveta, če temu tako imenujem z malo paradno besedo, so bile take možnosti, da se te neke energije ljudi sprostile in da so lahko prišle tudi do tistega, kar je bilo ob rojstvu pravzaprav daleč, strašno daleč in tako rekoč nemogoče, v nekih čudnih iluzijah in čudnih daljnih svetovih. In to obnavljanje pravzaprav, zdaj ne govorim toliko zase kot širše, to obnavljanje življenja iz plasti, ki nekako pod čudnimi plastmi spodaj kipi neko drugo življenje in se prebija na dan. In kot neki ilegalci hočejo na plan in vnašajo novo vsebino, tudi novo življenje, da tisto, kar je neizrabljeno, kar je še nepokvarjeno, kar ni utrujeno, kar je prožno, gibko, živo, da teh semen kali pri nas premalo. Da te možnosti, odprtosti tem v vseh prostorih slovenske domovine je dejansko premalo. Da se izživljamo in obnavljamo v nekako preveč ozkem krogu naprej, ne da bi sprostili tudi druge sile, ki jih je recimo ta naš svet takoj po vojni na široko odprl vrat. No, tole sva že prešla od intimnih prostorov poezije k nekim širšim, česar se bova širše dotaknila čez nekaj minut.
Poslušamo seveda glasbo in jo bomo poslušali v uri in pol. Glasbo po izboru našega gosta, pesnika Toneta Pavčka. Tone je naštel celo goro avtorjev, celo goro smeri, kjer se v glasbi dobro počuti. Rekel pa je seveda, da te glasbe, ki jo sicer vrtimo, nima posebej rad, kar je povedal že tudi na začetku tega pogovora, da mu je ta svet aparature, tehnike, teh ozkih zaprtih prostorov tuj. Ampak mora biti, ne, to zastopim, ne. Menda. Tone, če greva zdaj naprej skozi tvoje življenje. Ko si iz rodne Dolenjske prišel v Ljubljano, si se lotil prava. Kakšen vrag te je gnal prav v pravo? Morda zabloda, morda usoda, morda čuden slučaj. Človek pravzaprav kasneje ugotavlja, da ne izbira sam, da ga nekako neke stvari tirajo in da je vsem neka logika in neka doslednost. Jaz sem bil recimo v gimnaziji, na ljubljanski klasični gimnaziji, vnet za 2 predmeta, za slovenščino in za matematiko. In eden in drugi profesor teh 2 predmetov sta me silila, da bi šel to študirati. Vedel sem samo, da slovenščine ne bom šel študirati, da mi enostavne žeje po besedju, po literaturi ne zamori če kaj drugega. Matematika mi je snubila, mi je lovila pravzaprav svojo poezijo. Z enom globokem koreninju matematike in te je pravzaprav ne samo logika, ampak je neka ustvarjalnost, je neki preskok muzike, če temu tako rečem. No, upam, da te zdaj poslušajo tisti mladostniki, ki imajo v tem šolskem sistemu in ni jih malo, gromozanske težave z matematiko. Kadarkoli se srečujem z njimi, skušam iste stvari povedati. V matematiki je mnogo več, ni samo ta drill, niso samo te zoprne stvari, ampak ko se človek prekoplje do tega pravega, do bistva, kot si ti rekel, do koreninja, je tam tudi mnogo lepega. No, stvari moraš imeti rad in potem so seveda lepe. Jaz prava nisem imel rad. Šel sem študirati pravo po nekem slučaju in ga seveda tudi končal. Pravo, nekaj logike in nekaj tega zunajnega človeškega ti da, več moraš imeti nekaj tudi te formalne in podobne izobrazbe. Res pa je, da sem v tistih letih mojega študija prava bil skoraj več na komparativni pri ocvirku, kot pa na jusu. Ne mi pravna fakulteta to ne zameri, bilo je oboje dobro. No, sicer pa ne malo slovenskih kulturnikov in tudi pesnikov je začelo s pravom. Samo to so bili dobri pravniki, jaz nisem bil nikoli pravnik. Si kdaj počel pravniške posle? Enkrat sem bil 1 mesec na praksi na sodišču in sem videl, da ta posel ni zame. Hvala Bogu, sem se potem tudi nekako slučajno, ko sem prišel iz vojske, me je prijatelj Zlobec, tudi to skupno prijateljevanje je nekako zapisano in usvojeno nam vsem skupaj, potegnil v novinarstvo, k Ljudski pravici in Gnevniku, in sem 53 leta začel z novinarstvom v kulturni rubriki. Delal sem to tlako nekaj let in moram reči, da sem z veseljem to delal. Z veseljem sem pisal bodisi knjižne ocene nekaj podobnega in ne tako, kot se običajno novinarstvo piše, ampak s podobno ihto in zagnanostjo najti prave stavke, kot se jih to treba najti bodisi za esej, bodisi pravo besedo za poezijo. No. In potem sem bil seveda dolgo časa radioaktiven in televizijsko aktiven in od tu z eno slabo skušnjo, moram reči slabo skušnjo, po 15 letih dela na RTV-ju sem odšel k založbi, k knjigam, verjetno nekako v pravem času, kajti se mi zdi, da takrat se je neko obdobje televizije in zaključevalo, in da je kasneje sledilo manj uspešno in manj krilato obdobje, da je bilo treba iti. No in seveda nisem samo šel, so me malo tudi odšli. Aha. Tone, si pa, ne vem, hote ali ne hote, spustil eno obdobje, to je pa teater. Res je, jaz sem bil pri gledališču istočasno kot tudi na radiju, tako da to ni bila moja redna zaposlitev, čeprav sem delal takrat v gledališču, v mladinskem gledališču več od leta 63 do 70, kot pa na radiju literarni redakciji, kjer sem bil redno zaposlen.
tudi to, mislim, da sem svoj dolg tudi radio pošteno plačal, da ne bi kdo rekel, da sem slabo delal na radiju. No, in še ga plačuješ v teh minutah. No, in gledališče je bilo pa nekaj, kar je ostalo meni iz mladosti. Teater je ena čudna čarovniška moč. Žena doma je rekla, to je cirkus. Jaz pravim, to je dober cirkus, če je cirkus. In je seveda mnogo več. Ko sem bil majhen fantek in so me pripeljali iz ljubljanskega Marjanišča kot podeželskega fantka pri 8 letih prvič v gledališče na predstavo Golje, Princeska in pastirček, v Banovo ložo, se nas je drenilo, tako drug na drugem smo stali in gledali in bulili na oder in se mi je zdelo, da je bilo to nekaj izrednega, čudovitega. Zato mi je danes prav dirnilo, ko sem videl, da v kulturnem koledarju tudi en Golja v Šentjakobu, ga bom šel pogledat, verjetno ne bo ta isti čar, kot je bil takrat pri mojih 8 letih. Moram reči, da Golja bi se spodobila tudi centralnemu gledališču, zopet kot nekdajnemu direktorju in kapitanu in pesniku obnoviti njegovo stvar, ker vendar je to slovenska otroška klasika. No, ta čar od takrat me ni zapustil. Čar gledališke magije, vse ta pisanost zvokov, podob, govora, kostuma, vsega tega, kar se na odru dogaja, to je prišlo vame in se mi zdi, da je odrska govorica, odrska metafora najbolj živa in najbolj sprotno reagira. To je ta živi neposredni stik, ko iskra ali božja ali umetniška ali kjerakoli preskoči iz odra v parter, iz parterja nazaj in je to spojeno v neki čudni vrh, kjer ga ti pravzaprav v poeziji nikoli ne doživiš. Ali ga doživiš samo takrat za hip, ko pogruntaš, ko pride pesem vate in točno veš, kakšno naj bo. Tista slast občutenja polnosti, kakšno naj bo, je samo za trenutek iskra, ki pa potem ugasne, ker je enostavno ne narediš. V gledališču pa to preskoči. In verjetno igralci to čutite, tako kot se včasih čuti tudi v parterju, ko gre srh po tebi. Jaz sem verjetno iz tega mladostnega občutenja, tega srha in te lepote in tega čarovništva šel v mladinsko gledališče. Šel sem pa tudi iz nečesa, kar je v meni bilo od nekdaj in o čemer sem že rekel, iz nekega uporništva. Uporništva in ene mladostne volje ne sedati pokopati. Takrat je bilo mladinsko gledališče na tem, da ga pokopljajo. In meni otrok, ki sem jih imel zmeraj rad, in meni tudi nekega otroka, ki je v meni, in meni tistega, da imam rad gledališče, sem rekel, ne, dajmo dokazati, da je to gledališče sposobno živeti in da bo preživelo in da bo dobro gledališče. Jaz mislim, da smo to takrat dosegli in da sedajne gledališče, kljub temu, da ni več toliko mladinsko gledališče, pa svojo vitalnost in gledališko moč dokazuje ne samo po Sloveniji, ampak po Jugoslaviji in tudi širše. Gre skratka za iskro. In zdaj si urednik Cankarjeve založbe, kako je pa tam z iskro? Ja, ta iskra, knjižna iskra, je včasih malo pod pepelom, vendar ne tista Leninova iskra, ki je izbrskal izpod pepela in je zanetila plamen po svetu. Naš občutek vse skozi po vojni za knjigo, razen mogoče tistih prvih konjunkturnih let, ko ni bilo drugega in je bila knjiga dominantna, je slab in je zapisan bo slabo v zgodovini slovenske knjige in slovenskega naroda. Ta odnos do knjige, kot do temeljne vrednote človeka, je tak, da je škodljiv za normalno rast zavesti in samozavesti Slovencev. Nas je pravzaprav v zgodovini preživela knjiga. Protestanti, ali še poprej narodna pesem, in potem protestanti in Prešeren in kasneje moderna in koncem koncu tudi naša revolucija, kulturna revolucija, prav tako z besedo, z poezijo, to nam je dajalo moč. Mi nismo imeli ne kraljev, ne ekonomistov, ne fabrik, ne vem, kakšnega kapitala, ne plenstva, ni ničesar. Mi smo imeli ta kmečki sloj, za katerega so naši tudi razumniki, zelo veliki razumniki trdili, da je nazadnjaško, da je konservativno, da nanj se ne moreš zanesti in podobno.
vendar nas je to kmetstvo, kolikor je bilo, tudi s svojo konservativnostjo, z svojo potrpežljivostjo in pravzaprav tudi svojo dobroto nekako preživelo, s tem, da je ta kultura bila tista legitimacija, ki nam je bila potrebna. Verjetno je res v zgodovini to, da bojeviti, aktivni ljudje poganjajo kolesje zgodovine naprej, da ga to dajo, da pa oni drugi pasivni, med katerimi je tudi kmetstvo, recimo, pa res lahko svojo dobroto in svojo potrpežljivost z enim drugačnim, širšim razumevanjem dajejo temu življenju eno znosnejšo obliko, eno pravo mero, eno pravo razmerje. Življenje neprestano potrebuje in se samo korigira. In seveda vsak zamgon, vsako hitro prehitevanje se ti maščuje. Mi smo danes izrazito v takih časih, da mnogo hlastanj povojnih desetletij recimo plačujemo s tem, da bo treba stopiti zopet korak nazaj in se razmisliti, zato da bomo neke vrzeli, ki so nastale v tem, da smo hiteli naprej, za nami izpolnijo, dopolnijo, napolnijo in da bomo lahko z polnostjo in s čisto mizo, s čisto preteklostjo tudi živeli dalje. In seveda mnogo bolj zbrano in mnogo manj hlastojoče tudi. Tone, a tudi iz tega razmišljanja, kar pripoveduješ zdaj, izvira tvoja zapisanost, če tako rečem, mislim, da me boš razumel prav, neki tradiciji. In odpor do hladu, ki ga ponuja ta druga polovica 20. stoletja, ta naš urbani način življenja. Ustrajanje na neki, če govoriva o pesništvu, na neki patini, gojenje neke patine v besedi, v sklopu besede, izvira iz tega. Ne vem, iz česa izvira. Sam sem verjetno res, ko so me tudi opredeljevali, označevali kot tradicionalista, dostikrat tudi z takim slabšalnim prizvokom tega. Jaz moram reči, da sem sankrat v življenju v eni zbirki pesmi poskušal prestopiti te meje v ujetem oceanu in poskušati pisati recimo bolj sproščeno, z neko drugo strukturo podob, s približevanjem neki bolj moderni dikciji in podobnim. Vendar moram reči, da sem ta greh in nezvestobo sebi hitro opustil in da pravzaprav ne moreš nekako iz svoje kože, kajti stil, način mišljenja, način vsega je pravzaprav dan tebi s tvojim življenjem, s tvojimi geni, s tem, kako si se oblikoval v zgodnji mladosti in kasneje. To ne moreš spreminjati tako kot obleke, kot plašča ali česarkoli. To živi in si pač tak, kot si. Res pa je še nekaj, da se pa okus časa in okus po določenih stilih menja. Da se menja tako v gledališču, kot v likovni umetnosti, v glasbi in sem podobno tudi v literaturi, da je neka razvezanost, neka igra, tudi koncem koncev neizpovednost ali karkoli, kar je recimo neobvezujoče pri ustvarjalcu do kogarkoli, s časoma tudi utrudi in postane nezadostno, samo v sebi in da je treba ponovno, seveda na nekem višji ravni, iskati novo zopet sporočilnost in novo izpovednost, novo liriko, novo usmišljanje sebe. Kot si nekje enkrat rekel, ne spominjam se kje, kar moraš storiti. Ja, to je najbrž to. No in zdaj, ko sva pri teh novih pesniških oblikah, pri novi podobi v literaturi, da ne govoriva o slikarstvu, kako ti kot urednik Cankarjeve založbe, ko se srečuješ s temi najmlajšimi, kako ti vidiš to najmlajšo slovensko poetsko biro? Rekel bi, da je najmlajša generacija plačevala in še plačuje sorazmerno precejšen dolg tistemu, kar je bilo neko desetletje ali več dominantno, edino zveličavno skorajda v naši literaturi in v javnosti. Da je nehote mnogo ljudi, ki so bili sami po sebi talentirani, krenilo na ta zahtevana pota in manj poslušala samo sebe in svoj mladostni glas in svoje mladostne težnje, bodisi telesa ali časa.
človek mora predvsem in najprej poslušati sebe. In da je tu bilo mnogo pravzaprav posnemanja, ne samo slovenske moderne ali modernistične izkušnje, ampak tudi zunajne, bodi si prenešene iz Zahoda, iz ameriške poezije in podobno. Nimam nič zoper to. Vse te izkušnje so verjetno potrebne. Torej, da človek se mora, absolutno mora, znemiti teh lupin, vsega tega, kar ni njegova koža, in priti do svoje kože in se praskati do krvi po svoji lastni koži, drugače to ni poezija. Ti kot urednik, ko ti mlad pesnik prinese novo zbirko, ki naj bi jo objavil, ugotoviš, ali je to zgolj privzeta lupina ali je to morda res njegovo bistvo? V poeziji se seveda čuti in čutiš z nekim razumevanjem. Verjetno takrat, da je to tisto, kar sem že danes enkrat imenoval in kar pravi Prešeren, pravi Bog se kliče Bog k ljubezni. Da začutiš pravzaprav s temi tipalkami, z razumevanjem tudi za mladega človeka, kje je pravzaprav resnično njegova stiska, kje govori res iz sebe in kaj je literatura. Osnovno je verjetno ločevanje med literatstvom in literaturo, med izpovednostjo, med poezijo in tistim hotenjem pisati literaturo. Kaj pa za mi? Juhe, koveče poveče, juhe, saj smo mladi. Juhe, Lojze je Juskrovec, juhe, Honze Žebrač, juhe, Joze je Štarovec, juhe, Maksim Čegljač, juhe, Petr je Dremovec, juhe, Pavle Kovac, juhe, Joke je Harovec, juhe, Voltej Krofač. Poslušate podcast Vala 202, Nedeljski gost iz arhiva. Tudi to je bila pesem po izboru našega današnjega gosta, Toneta Pavčka. Tone, ena od tem, ki si jo nekako želel povedati v teh minutah, je slovenstvo. Prosim. Ja, vsi smo pravzaprav s tem slovenstvom nekako obogateni in obremenjeni hkrati. Če človek razmišlja, sam seveda ne izbiraš, kaj si. Z rojstvom ti je dano, ali si Slovenec ali si kaj drugega. In kar ti je dano z rojstvom, je dolžnost, da nosiš dalje. In če razmišljam o tem slovenstvu, tudi po vsem tem, kar je bilo v zadnjem času rečenega in tudi zapisanega o tem, se dostikrat spomnim tega, kako mi je prijatelj Slavko Janevski nekoč v Bitoli, nekih nočnih urah skepse ali tudi intimnega spraševanja človekovega smisla in tudi širše narodovega smisla vprašal: čuj, Tone, je težko biti Slovenec? Takrat sem točno vedel, da je vprašal drugače, da je hotel reči, težko je biti Makedonec. Ko sem sam potem kasneje razmišljal, se mi zdelo, da je verjetno tudi v tem našem prostoru, kjer smo, v tem od nekega mrzlega severa, mediteranski jug, od vzhoda na zahod, na tem prepihu, v tem, kjer smo pravzaprav v eni taki čudni kotlini Srednje Evrope, hkrati v Panonski nižini in v Alpah in na morju, pravzaprav prepuščeni tudi nekim neprestanim hotenjem drugih sosedov na ta prostor. In hkrati seveda je moč v nas, da smo ta prostor zadržali in obdržali preko 1300 let. Hkrati je seveda to tudi neka občutljivost takega prepiha, občutljivost, ki se kaže tako kot pozitivna lastnost in tudi negativna. Vse to naše čudno pogansko umiranje je seveda od te občutljivosti, kot je seveda po drugi strani res, da je ta občutljivost rodila polno izrednih dosežkov v različnih panogah, bodisi umetnosti ali znanosti, da smo bili in smo še izrazito prisotni s svojim duhom, s svojo ustvarjalnostjo v Evropi in tudi v svetu.
da je polno tega, kar se imenuje sodobna slovenska ustvarjalnost in ne samo sodobna, seveda tudi pretekla, prevedeno v toliko in toliko jezikov sveta, kar je moralna in drugačna manifestacija ustvarjalnosti slovenstva in naša odlična legitimacija za moč. Jurčič, Cankar, Moderna, tudi sodobni avtori, skoraj med sodobnimi avtori, tistih 20-30, pravzaprav pesnikov in pisateljev, ni enega, ki bi doma nekaj veljal, da ne bi po neki naravni, dovolj strogi selekciji bil preveden 10 ali 15 jezikov evropskih in svetovnih. To je legitimacija, s katero se težko pohvali tudi kdo od drugih, mnogo večjih narodov. In se mi zdi, da v teh večjih in manjših narodov ni kaj veliko razlike, da je pač seveda tudi tako, kot je treba, da posameznik živi svoje polno življenje, naj živi svoje polno življenje tudi širša skupnost, tudi narodna skupnost. Tisto, kar človek razmišlja o današnjem slovenstvu, je pravzaprav včasih ta majhnost, zagledanost vase, premalo razumevanja tudi za drugačnost, za poslušanje drugačnosti, neke tolerantnosti, neke strpnosti, vsega tega, kar imajo v nekem oziru več, ker so manj občutljivi, morda zato. Vendar je hkrati tudi to res, kar človek razmišlja, da je v neki posebnosti, v enem svojstvenem glasu, v današnjem sistemu velikih sistemov, bodisi zahoda ali vzhoda, ki sta se v nekih globalnih kalupih strašno podobna, prednost majhnih narodov, neka legitimacija, ki kot poseben pečat lahko postane širše zanimiva, in v tem je tudi zanimivost slovenskega sodobnega ustvarjanja. In še eno ob tem slovenstvu. Verjetno še daleč nismo in še dosti let ali desetletij ne bomo dosegli tistega, kar si je tako vizionarno in pogumno in pravzaprav po eni strani tudi pesniško zapisalo v ustanovne točke osvobodilne fronte leta 1941, da bi kazalo in da bi morali menjati slovenski narodni značaj. Ta značaj se zelo počasi menjava in če bi bilo malo širše, bi seveda bilo tega razumevanja, tudi te volje do življenja in odprtosti v svet in povsod verjetno tudi več. In bi razumeli tudi to, da Slovenija ni samo to, da je treba enostavno tudi v neki kulturni politiki slovenskega prostora tako upoštevati vse, kar so Slovenci kjerkoli in karkoli naredili na tem svetu, na tej zemeljski krogli, poskušati to ponuditi tudi ven in se od bogatstva drugot naučiti biti strpnejši, širši, morda tudi pametnejši. Čeprav pamet ni edina zveličavna za življenje.
Kako bi to Nepavček spregovoril v tem trenutku o nekih zamolčanih stvareh in ljudeh, o napol zamolčanih stvareh in ljudeh, o nekih zapovedih k molku. Krleža je nekje zapisal, kadar požigajo knjige, takrat po pravilu pokajo tudi človeške kosti. Rekel bi, da je ta molk, kolikor ga je bilo in seveda je bil za nekatere stvari iz naše polpreteklosti, da je presežen, da je ta molk odprt in da je seveda beseda danes dokazuje moč tudi te družbe, da ta molk prekine in da odgovarja z iskanjem resnice, ki seveda ni nikoli dokončna in je vsaka generacija jemlje seveda tudi drugače in da to iskanje resnice ni bilo nikoli in ne sme biti nikoli zamejeno, zagrajeno, ampak nasprotno, neki sorte imperativ, tako kot mora človek priti do sebe, do svoje resnice, mora tudi družba v vsakem trenutku iskati svojo resnico in na osnovi neke resnice boljšo, globjšo resnico. Kajti res je, da življenje je recimo, če je pod površjem toliko in toliko vidno, je ga še mnogo več v globinah in je neizčrpno in bi bilo treba v tej resnici življenja tudi strani zgodovine razmišljati globje, bolj odprto, doslednejše, morda zato, da bi iz resnice pili moč za danes in seveda še bolj za jutri. Tone, midva pa morda k eni od tvojih ljubezni k zemlji, k morju. To je dvoje. Zemlja in morje sta meni dva različna pola te zemeljske krogle. Tudi dva elementa po Zemlja je otipljiva, oprijemljiva, trdna. Moram reči, da je toliko netrdnosti pri nas v našem svetu, prav zato, ker smo zemljo zanemarili ali smo se izselili iz zemlje. Na Slovenskem to opažam, prav ta čuden spoj negotovosti, da ljudje niso niti več na zemlji in tudi ne še v mestu, da so z eno nogo tu, z drugo tam, da nismo kot Slovenci ne dobro več v Evropi, pa tudi še ne trdno na Balkanu, da nismo kot Jugoslavija pravzaprav trdni niti v enem ne drugem bloku, pa tudi v tretjem svetu ne preveč trdni, da iz vseh teh netrdnosti in podobnih negotovosti se rojeva neka negotovost in tudi strah, v katerem smo od začetka oddaje govorila. Meni je zemlja pomenila zatekanje k trdnosti, k veri, k tem, da je zemlja korekcija, popravek marsičesa, kar aktivni človek in družba v nekem hotenju presega ali prehiteva in zemlja to popravi. Seveda je bila od vsega začetka pri nas v naši družini želja po zemlji, ker je nismo imeli. In od tod pa potem tudi veselje do kmečkega dela, tudi do dela, kjer sam prideluješ vino in kruh, kot bi se temu reklo, in nudiš potem vino svojih rok, kar je seveda skorajda božansko. In ti ponujaš vino svojih rok in svoje zemlje iz Seče pri Portorožu, zato sem prej rekel tudi morje. Kako pa razumevaš vodo, morje kot enega od Strah mi je tega nerazumljivega, čudnega elementa, ki se imenuje morje. Polno vseh mogočih zahrbtnosti se mi zdi, da je v njem, da preši kar naprej na človeka in da ga lahko pogoltne, da ga človek ne more obvladati. Jaz sem pač doma na Dolenjskem, kjer po moje nimamo morja. Tone, še en spoj tvojega dela, tvojega iskanja in naklonjenosti nama ostaja. To je otroška poezija. Ti si v vseh letih, koliko jih je bilo pesnjenja? Kaj je, mnogo. No, tako. Ne bi govorila o letih. No, prav pa ne. Skratka, v dolgih letih pesnjenja si izdal na vse zadnje relativno malo, 7 do 8 knjig za odrasle. Prešeren ima eno. No, prav. Pač pa je mnogo, mnogo več otroške poezije. Kako, zakaj? Otroci so seveda poseben dar in posebna radost življenja. Tudi vsem, kar prinašajo in česar ne prinašajo. Otroška poezija je verjetno tisto, kjer se človek izživi tudi del svojega otroštva. Meni je v otroštvu zajela vojna in se to otroštvo verjetno ni moglo ali je zakrnelo ali karkoli, ali sem ostal naivno neumen
v sebi, da je ta otrok tudi malo pobalinskega otroka hotel še kar naprej zalučati kje kakšen kamen ali s kakšno navihano pesmijo ustreči svojim vrstnikom, se pravi otrokom, ki rastejo z mano. Od vsega začetka, ko sem odkril to v sebi, kar so pravzaprav otroci sami ugotovili, še preden sem imel svoje otroke, da bi to žilico imel, mi je bila to ta otroška poezija, radost, veselje do življenja in seveda tudi do drugačne slike sveta. Ta otroški svet lahko izrazi ta naš svet odraslega pravzaprav pod eno drugo lupo, pod drugim povečevalnim steklom, kjer je ta naš svet, urejeni svet odraslih, kar naenkrat smešen in neumen. In je edino pravilni svet, svet otrok in je drugačna zakonitost, drugačna naravnost in seveda tudi pravica, da včasih vzgajajo otroci starše. Tone, najin čas je žal potekel. Hvala Bogu. Ne, hvala tebi, ker si prišel, hvala, ker si se bil pripravljen pogovarjati. Zaključimo pa najin pogovor morda s parimi verzi iz pesmi Novorojenemu, ko sva že ravno govorila o otrocih. Pojdi, so ti rekli angeli dobrotljivi in drage zvezde, stopi na zemljo in živi. Živim v veselje, življenju v čast in bodi. Sam celo vesolje na zemlji namesto nas. Radio, ki diha. Z vami. Že 50 let.